Danes si bomo pogledali nekaj osnov kvadratne funkcije. Funkcija je pač kot vsaka funkcija nek predpis, ki določenemu x-u predpiše določen y. In za kvadratno funkcijo velja, da je v tem predpisu vedno prisoten x kvadrat. Zdaj, f od x je x kvadrat je najbolj enostavna kvadratna funkcija, ki pa jo že lahko narišemo. Kako jo narišemo? Ja, tako, da si izberemo nekaj x-ov, ponavadi 5, in izračunamo vrednost funkcije, v tem primeru x kvadrat, kar je hkrati tudi y. Minus 2 na kvadrat je 4, minus 1 na kvadrat je 1, nič na kvadrat je nič, 1 na kvadrat je 1 in 2 na kvadrat je 4. Značilno za kvadratno funkcijo je to, da ima pri različnih x-ih enako vrednost. In zato bo dejansko graf nekako simetričen, recimo pri minus 1, pa 1 je tudi tukaj. Vedno enka, pri nič je nič. Zdaj, ni nujno, da točno pri teh številkah, to je odvisno od tega, kakšen je naš graf, ampak vedno se pa zgodi to, da pri dveh različnih x-ih pride do istega y. Če narišemo graf, rečemo, da je to ena enota, pa tole ena enota, iščemo točko minus 2, 4, to je minus 2 in 4, 1, 2, 3, 4, in če poiščemo, kje ta točka je tukaj. Pa minus 1, 1, je tukaj, nič, nič tu, 1, 1 in 2, 4. Če zdaj te točke povežemo, dobimo takšno črto. To je kriva črta, imenuje se pa parabola. Ko smo imeli ravno črto, je bila premica pri linearni funkciji, zdaj je to parabola. Seveda je lahko naša funkcija tudi malenkost bolj komplicirana. Recimo, da imamo f od x je, pa naj bo zdaj 2x kvadrat, pa še recimo minus 3. Poglejmo, kaj bi tukaj dobili. F od x, kar je y, je minus 2, minus 1, nič, 1, 2, pa zopet gremo. 2 krat minus 2 na kvadrat je 4, krat 2 je 8, minus 3 je 5, pa minus 1. 2 krat minus 1 na kvadrat je 1, je 2, minus 3 je minus 1. 2 krat nič je nič, minus 3 je minus 3. 2 krat 1 na kvadrat je 2, minus 3 je minus 1, in 2 krat 2 na kvadrat je 2 krat 2 na kvadrat, se pravi zopet tole je 4, krat 2 je 8, minus 3 je 5. Tako, zopet vidimo, da lepo pridejo simetrične točke. Te dve recimo, pa še dve, sta tudi simetrični, to pomeni, da imata enako vrednost y. In zdaj te točke narišemo, bomo kar na istem grafu. Minus 2 in 5, zdaj to je nekje tukaj gor, pa 2 in 5 je tudi nekje tukaj gor, pa minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, in še tukaj minus 1, minus 1, in nič in minus 3. Takole, zdaj imamo pa ta graf. Kaj ugotovimo? Tudi to je parabola, ampak je malenkost bolj strma. Strma je bolj zato, ker je ta številka, ki je v spredju, tukaj bila 1, tukaj pa 2. Večja kot je ta številka, bolj je strm ta graf. In še nekaj se je zgodilo. Tukaj smo imeli številko minus 3, kar pomeni, da se je celotna parabola prestavila dol in je zato se začela tukaj.
Dajmo še eno poskusiti na isti graf narisati. Recimo funkcijo y je minus 3x kvadrat pa plus 1 recimo. Zdaj, zopet graf, zopet tabela, minus 2, minus 1, nič, 1, 2. Izračunamo y, minus 2 na kvadrat je 4, krat minus 3 je minus 12, plus 1 je minus 11. Pri minus 1 je, minus 1 na kvadrat je 1, minus 3, plus 1 je minus 2, nič je samo 1, pri 1 je 2 in pri 2 je minus 2 in pri 2 je minus 11. Se pravi, pri nič je vrednost 1, pri minus 1 je vrednost minus 2 in pri 1 je tudi vrednost minus 2. Potem imamo pa pri minus 2 vrednost zelo dol, se pravi nekako takole gre. Tudi če zdaj točno narišemo zadnje vrednosti, vidimo, da pride parabola. Je pa to zdaj prva parabola, ki je obrjena, rečemo, da na glavo. Kako je obrjena parabola, je odvisno od te številke, ki je zraven x kvadrata. Če je ta številka pozitivna, se pravi, če je številka a večja od nič, potem bo naša parabola vedno obrnjena tako. Če pa bo kot tukajle a manjši od nič, takrat pa bo parabola obrnjena tako. Še eno stvar vidimo pri paraboli, da ima vsaka parabola točko, kjer doseže svojo največjo ali najmanjša vrednost. In to točko označimo s T. Imenujemo jo temelj. Torej, parabola ima obliko svojo, ki doseže največjo ali najmanjšo vrednost v temelju. Kvadratno funkcijo lahko zapišemo na 3 načine. Lahko jo zapišemo v splošni obliki, ali v ničelni obliki, ali v temenski obliki. In za začetek se bomo naučili risati kvadratno funkcijo s pomočjo temenske oblike. Recimo, če imamo zapis takšen, y je 2 krat x minus 3 na kvadrat plus 4. Kaj je tukaj a? Naš a je 2. In to pomeni, da bo naša oblika grafa takšna. Naš p, tukaj bodimo pozorni, p je ta številka in pred p-jem je minus. To pomeni, da če piše tukaj minus 3, bo to pomenilo, da je naš p enak 3. Q je pa ta številka na koncu, je pa takšen predznak, kot je zapisan, se pravi, Q je 4. In zdaj kako narisati funkcijo? Označimo si najprej koordinati temena. Koordinate temena sta vedno p pa q. Prav ta p in q sta prva in druga koordinata temena. V našem primeru je to 3 in 4. Pa narišemo. Recimo, da je tole enota 1. Tukaj 1. Točka 3, 4 je 1, 2, 3, pa 4, 1, 2, 3, 4. Tukaj je naša temelj. Zdaj pa naredimo, tem, ko smo napisali temelj, si lahko tukaj predstavljamo kot en navidezen koordinatni sistem, ki ima svoje izhodišče v temelju. In v tem navideznem koordinatnem sistemu bomo zdaj narisali bolj
enostavno funkcijo. Sicer y je 2x kvadrat. Se pravi, spustimo p in spustimo q, kjer smo ga že upoštevali, ker smo mislili te. Y je 2x kvadrat. Zdaj, tukaj lahko za začetek stabiliramo to funkcijo, ki jo bomo zdaj narisali. Za x ustavimo -2, -1, nič, 1, 2 in še izračunamo y in dobimo, da je pri -2 vrednost 2 krat -2 na kvadrat, to je 2 krat 4 je 8, pri -1 je ta vrednost 2, pri nič je vrednost nič, pri 1 2 in tukaj zopet 8. In to rišemo v bistvu od tukaj. Se pravi, če gremo tukaj 2 enoti v desno, to je tole, mora imeti 8 gor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. V bistvu gremo gor za toliko, kot je ta številka a pomnožena z 2 na kvadrat, to je v bistvu 4a. Prav, gremo gor za 4a. In za isto gremo gor, če se premaknemo 2 enoti v desno, gremo tudi za 4 gor, je simetrična točka. Ko gremo pa za eno v levo oziroma v desno, za eno, pa se premaknemo samo za 2 gor. Ali 2 krat 1 na kvadrat. To je vedno 2a. 2 krat 1, to je 2. Nasplošno je to a in potem je a krat 1a. Zaprav za toliko, kot je a gor, v tem primeru 2, pri enki takole in takole. Pri nič pa vidimo, da je točka kar nič in narišemo našo parabolo. Narišemo zdaj še funkcijo y je -3x plus 3 na kvadrat plus 6. Zopet izpišemo a, p in q. V našem primeru je a tole, -3, kar pomeni, da bo naš graf obrnjen navzdol. In bo teme tukaj na vrhu. Točka P, pozor, kjer piše tukaj plus 3, to bi lahko drugače napisali x minus minus 3. Ker minus moramo imeti zapisano tukaj notri, zato je potem naš P minus 3. Se pravi, P je vedno kontra, kot je zapisana številka. In Q je 6. To pomeni, da je koordinata temena P in Q enaka -3 pa -6. In tukaj začnemo risati. -3, 1, 3 in 6. To je tukaj. Tukaj si predstavljamo, zdaj ni nujno, da ga narišemo, lahko si ga samo predstavljamo, ta koordinatni sistem. In gremo za eno enoto v desno. In takrat moramo zdaj pa narisati funkcijo y je -3x kvadrat. In če bomo stavili za x1, bo to pomenilo 1 krat -3, torej za toliko, kot je a do 1, 2, 3. In isto, če gremo eno v levo, ker je -1 na kvadrat, tudi 1 krat -3, tudi -3. Tako. Če gremo pa za 2, je pa 2 na kvadrat enako 4 in 4 krat -3 je pa -12. Se pravi, če gremo pa za 2, se moramo iti pa za 12 dol. To pomeni 6 do sem, pa še 6 dol, takole. In isto, če gremo v drugo smer, tukaj za 6 dol. In dobimo parabola, ki je obrnjena dol. Tukaj imamo sedaj zapisane korake, ki smo jih delali. Se pravi, najprej narišemo teme, od temena se premakne za eno enoto v desno in potem za toliko, kot je a, gor ali dol. Od temena se premakneš potem še za eno enoto v levo in potem za toliko, kot je a, gor oziroma dol.
potem je pa še v tej enoti, se premakne za 2 enoti v desno in nato še v levo in za toliko gor, kot je vrednost izraza 4a. Če narišemo še eno po teh korakih, brez tabele, recimo y je 2 krat x minus 3 na kvadrat plus 1 in gre. Narišimo zdaj po teh korakih brez tabelice še to funkcijo. A je torej 2, kar pomeni, da je parabola obrnjena tako. P je 3, Q je 1. To pomeni, da je teme 3 in 1. In pri terminu začnemo risati. Če to je enota 1, 1, 2, 3 in 1 je tukaj. Potem gremo za eno enoto v desno in eno enoto v levo in toliko, kot je A gor, 1, 2, zato ker je pozitiven. Če pa gremo za 2 enoti v levo in 2 enoti v desno, pa za toliko, kolikor je 4 krat A. Zakaj je 4 krat A? Ker iščemo funkcijo 2 krat x na kvadrat. In če stavimo 2, je 2 na kvadrat 4, 4 krat 2 je 8. Prav moramo iti za 8 gor. 2, 4, 6, 8. In isto tukaj. 2, 4, 6, 8. Ko imamo to, narišemo graf. S temensko obliko je torej funkcijo enostavno narisati. Težava pa se zgodi, ko dobimo splošno obliko. Iz splošne bi lahko risali samo s tabelico. Če tega ne želimo, pa moramo to obliko spremeniti v temensko. Ali se ta da? Ja, to je v bistvu popolni kvadrat. X minus 2 na kvadrat. Zdaj tukaj v spredju je številka 1, tukaj pa očitno prišteto nič. To pomeni, da je naš A 1, da je P enako 2 in da je Q enako nič. Torej je naše teme pri 2 in nič. 2, pa naj bo enota zdaj tole, 2 in nič, to je tukaj. Potem pa, če gremo za eno enoto v desno in v levo, se premaknemo gor za toliko, kot je A. Torej 1. Tukaj, pa gor A, se pravi za A gor. Če se pa premaknemo za 2 enoti, to je sem, pa semle, se pa premaknemo za toliko, kot je, y je 1 krat x kvadrat, torej x kvadrat je 4, to pomeni v tem primeru samo za 4. Sicer za 4a gor. 1, 2, 3, 4 in tukaj tudi 1, 2, 3, 4. In imamo. Takole. Kadar nimamo temenske oblike, moramo torej najprej dobiti temensko obliko. Lahko tudi iz te dobimo temensko obliko, ja, tudi tukaj bo šlo. Lahko dvojko izpostavim in mi ostane x kvadrat plus 2x plus 1 in na našo srečo je to drugo zopet popolni kvadrat, x plus 1 na kvadrat. Zdaj, če nič ne piše, je to plus nič. A je torej 2, funkcija bo obrnjena tako, P je minus 1 in Q je nič. Teme je pri minus 1 nič, rišemo, minus 1 nič, za eno v desno in za to, koliko je A, to je 2 gor, 1, 2, tukaj tudi 1, 2. Ko gremo pa za 2 v desno, pa 2 v levo, za toliko, koliko je 4a, zakaj 4a? Ker je, rišemo, y je 2 krat x na kvadrat in če vstavimo tukaj 2 je 2 na kvadrat, 4 krat 2 je 8. Zaprav, tukaj bo povrednost precej gor, 8. Če je to 2, pa je to 4, 8 bo precej visoko.
V takšnem primeru pač si sam predstavljamo, kje približanje točka in jo narišemo samo tukaj znotraj koordinatnega sistema. Toda, žal se naše kvadratne funkcije ne bojo dale vedno zapisati kot popolni kvadrat. Kaj lahko naredimo takrat? Pogledamo prva dva člena in se spomnimo, da če bi napisali x plus 3, sem dala glih polovico tega, na kvadrat, bi dobili, da je to x kvadrat plus 6x plus 9. Kot vidimo, sta prvi delček, prva dva člena enaka. Tretji pa ni. To pomeni, če bom jaz namesto x kvadrat plus 6x zapisala, da je to x plus 3 na kvadrat, bom napisala 9 preveč. Zato moram 9 odšteti. In potem še to prepišem, minus 3, in dobim x plus 3 v oklepaju na kvadrat minus 12. Zdaj tukaj naprej več ni težava. A je 1, P je minus 3, Q je minus 12, narišemo temelj, minus 3, minus 12 in potem funkcijo. Kaj pa, če imamo y je x kvadrat minus 10x plus 4. Zopet pogledamo najprej ta dva in razvijamo do popolnega kvadrata. Se pravi, to je v bistvu x, polovica od tega je 5 na kvadrat, to je zdaj zopet x kvadrat minus 10x plus 25. Vidimo, da je 25 preveč, zato 25 odštejemo plus 4. In je odgovor x minus 5 na kvadrat minus 21. Stvar se bi pa zopet zataknila, če bi jaz imela napisano y je 4x kvadrat minus 20x plus 3. Zakaj? Tukaj imamo zdaj štirko, ne samo x kvadrat. Ampak lahko naredimo nalogo podobno. Izpostavimo štirko, klepaj x kvadrat minus 5x, zaklepaj plus 3. Potem pa namesto tega vstavimo, zopet razvijemo do popolnega kvadrata, x minus polovica tega na kvadrat, pa dobimo to x kvadrat minus 5x plus 25 četrtin, se pravi moramo 25 četrtin odšteti, še pol pomnožiti z 4 in dati plus 3, to pomnožimo. Tukaj se pa že vidimo, da se stvari precej komplicirajo in se začnemo spraševati, ali obstaja kakšen lažji način. Na našo srečo obstaja. Matematiki v zgodovini so že poiskali formuli, s pomočjo katere lahko izračunamo P in Q. Pa si bomo zdaj pogledali, kako to naredimo. In preverili, kar konkretno na tem našem primeru, ali to drži. Imamo to funkcijo. To pomeni, da je A 4, P je minus 20 in C je 3. Tukaj imamo pa formulo, najprej za P. P je minus B, torej minus minus 20 je 20. Polomljeno za 2A je 2 krat 4. In dobimo, da je P 20 deljeno z 8, kar lahko krajšamo za 4 in dobimo 5 polovic. Torej, glih tisto, kar smo mi tukaj lepo iskali. Kaj pa Q? Q je zapisan minus D polomljeno za 4A, kar je v našem primeru 4 krat 4. Težava je, ker ne vemo, kaj je D. To bomo mogli povedati, če formulo za D. Ta D je diskriminanta. Jo bomo še večkrat srečali in je zelo pomembna stvar. Enaka je pa B kvadrat minus 4AC. To pomeni, najprej izračunamo D,
b na kvadrat je minus 20 na kvadrat je 400, minus 4 krat 4 krat 3. Torej je to 400 minus 4 krat 3 je 12, krat 4 je 48 in je to 352. Izračunamo d in ga vstavimo tukaj noter. To je torej minus 352 polomljeno z 16 in dobimo, da je ta vrednost 35 deljeno 16 je 2, ostane 3 in 32 je zopet 22. In še minus moram zraven napisati, ker je tukaj. In dobim Q je minus 22. Toliko, kot je bil tukaj. Se pravi, namesto, da se trudimo z razcepom do popolnega kvadrata oziroma do temenske oblike, lahko enostavno izračunamo P pa Q. Poskusimo še na enem primeru. Recimo, če imamo y je minus 2 krat x kvadrat plus 4x minus ali pa plus 3. Torej, a je minus 2, to že vemo, da pomeni, da bo funkcija obrnjena okrog. B je 4 in c je 3. Zračunamo najprej diskriminanto d, ki je b kvadrat minus 4ac. D je torej, b je 4 na kvadrat je 16, minus 4 krat a je minus 2, c je 3. In je to 16 plus 8 krat 3 je 24 in je to isto kot 40. P je potem minus b polomljeno z 2a, naš b je 4, torej minus 4 polomljeno z minus 2 krat minus 2, minus 2 krat 2 je minus 4, pa se minus minus okrajša in ostane 1. Q je pa isto kot minus diskriminanta polomljeno 4a, diskriminanta je 40, 4a je pa 4 krat minus 2 je minus 8, se zopet minus pa minus okrajšata, 40 deljeno z 8 je pa plus 5. V našem primeru je torej teme enako P in Q, to je 1 in 5. A je še vedno minus 2 in če bi hotel to napisati v temenski obliki, bi zapisali samo tako. A, torej minus 2 krat, x minus 1 na kvadrat plus 5. In potem, tako kot smo se prej učili, narišemo graf funkcije. Označimo teme, 1 in 5. Če gremo za 1 v desno, se prestavimo za a dol, ker je v našem primeru a minus 2, zato dol. In če gremo v drugo smer, tudi za 2 dol. Če gremo za 2, je potem za 8 dol in naša parabola bo